uspevamo živeti mirno, svobodno življenje. Čeprav je danes svet stresen, včasih tudi na trenutke malce nor. Pa vendarle je zdravilec telesa in duha, je šaman, mojster, babalav, oče skrivnosti Oriša. To je Jože Rak, kamor smo se povabili na obisk. Hvala, ker ste nas sprejeli. Z veseljem, tako vsakega. Kje pravzaprav začeti pogovor s človekom, ki je bil nekoč zaposlen kot balneoterapevt v Rogaški Slatini, kjer je uvajal tudi alternativne metode zdravljenja. Kasneje ste se izobraževali na medicinski šoli v Celju in doktorirali na Almi-Ati. Kaj vas je gnalo po svoje, na svoje? Ljudje smo raziskovalci, smo pionirji, lahko rečemo. In moramo vse skozi nekaj iskati, vedno neke nove poti, nove ideje dobivati. Ko potuješ po svetu, vidiš še marsikaj. Danes pa sploh. Včasih smo morali veliko iti fizično iskati pa pogledati. Danes nam je, na primer, so mediji to veliko bolj približali, pa že dobimo idejo, preden se sploh kam odpravimo. Včasih smo dobili sam namig, pa smo morali iti sami iskati. In potem to začneš zlagati, na primer, kot sliko. Torej, slika je sestavljena iz velikih dotikov s čopičem in šele ko vse dotike narediš, rečeš, no, to pa je zdaj ta slika. In tako moramo tudi mi končati potem nekje naše življenje, da pogledamo to sliko in rečemo, wow, dobra je. Vse se je začelo v vaši mladosti. Ja, res je. Živel sem v takem okolju, pri starih starših pa so bili to mogoče res okolje in njihovi talenti, govorimo o kakih talentih, mogoče tisti krivi, v narekovaju. Mogoče pa zato, ker sem se pač odločil tako, ko pravijo, da se odločimo za tako življenje, ko si ga želimo ustvariti, nekaj narediti, pa se nam potem nekje to poklope, prekriva, pokrije s tem, kar potem v okolju dobimo. Tako da velika zahvala mojim prednikom. Moji predniki so res veliki predniki. Malce bom spomnila na vašo babico, se prav spominjam. Saj so bile obe. Pa še ta tretja potem sem dobil. Kaj sta bili? Bi lahko rekli po naše šamanke, ampak jaz ne vem, to je ena taka beseda, ko tu v Sloveniji ne vem, če bi jo ravno uporabila. Mogoče zdravilki. Jaz pa mislim, da so bile preproste ženske, ki so znale prisluhniti naravi, prisluhniti ljudem, iz svojih izkušnjenj pomagati, pa tudi kak dar so imele, kakšne posebne darove. Niso vse babice enake, bi rekel. Ene malo boljše kuhajo, druge malo boljše šivajo, te tretje znajo pa tudi mogoče kaj namigniti pa povedati, tudi včasih tudi kakšne ostre. Doma ste iz krajev, katerim gospoduje Boč. Boč ima svojo moč, ste nekoč dejali. Tudi danes, ko smo Boč obiskali, smo videli, da je res mogočen, da se v njem skriva marsikaj. Kaj je tisto, kar skriva Boč? Ko bi to vedel. Ko bi to mi vedeli vse. Vemo pa, da je zelo veliko vode. In to je neprecenljivo bogastvo. Rajši vidim, da je poln vode, kot pa nafte. Ker nafto prej ali slej bomo opustili, ampak vodo pa ne. Moramo vedeti, da voda je edini tekoči kristal, ki je na zemlji. In to, da ga je enako kot v telesu. Torej na zemlji nekje 70% je vode in na telesu je enako. V telesu tudi nekje približno tam 60%. Tako da voda je res vir življenja. Drugače pa Boč seveda ima to zelo mističnih zadev. Torej razne na te naše govorice in izročila in to, da skriva marsikaj, celo zmaja, ki spi noter v Boču. In če ga razjezimo, da bo raztresel ta Boč in bo prebruhal ven. Torej, bil je ognjenik, je del resnice, kakorkoli pogledamo. A drugače, da pravljice niso za prazen nič. Torej, pravljice nam govorijo o nečem v nekem prenesenem pomenu, ampak potem, ko mi to analiziramo, ko to raziskujemo, pa vidimo, da to v bistvu lahko čisto znanstveno potem podkrepimo ali pa celo potrdimo, ali pa empirično, kakorkoli.
Na tiste davne čase, na nastanek Boča, spominjajo tudi vrtače, votline, kjer se nabira spet voda, spet smo pri vodi, kot pomembnem viru življenja, ki ima spet svojo moč. Tudi vi občasno iščete tam svojo moč. Tudi zdravilna voda, ne? Torej, ne smemo pozabiti, da imamo pod Bočem številne izvire zdravilne vode, mineralne vode. Da je to v bistvu te minerale, ki raztaplja na svoji poti že tisočletja, ne? Je neprecenljiva vrednost potem za te naše ljudi. In tudi za tiste, ki pridejo potem v Rogaško, ali pa ne v Rogaško, saj imamo dovolj teh izvirov, ki si lahko gre vsak natočiti, ne? Torej še vedno vztrajamo, pustite nam te izvire, to so naši izviri. To je ljudsko blago, to je naše blago, to je naša, nekje bi rekli, zapuščina, ki si jo zaslužimo, da jo imamo, ne. Torej ne moramo vse zajeziti pa prodati, ne. Nekaj mora ostati v taki naravni obliki, kot je. Blizu so tudi Žiče, Studenice in druge točke, kjer so spet doma neke stare zgodbe, mnogi jih še poznajo. Vse to pravzaprav vpliva tudi na današnje življenje, če se le znamo poglobiti, če znamo povezovati dejstva. Poglejte, ljudje so vedno iskali vir vodo, ne cesto, pa povezavo. Bila je voda prej kot kar drugo. Tako da so, kjer so našli te izvire, seveda so potem začeli se tam naseljevati, ker to jim je bilo vir, da imajo vodo, da si lahko preživijo z njo, da tudi napajajo živino, da lahko potem namakajo svoje polje in kakorkoli, ne. Torej, ti kraji so res nekje v nekih takih kotičkih skritih noter, zaščitenih, ker jih ta mogočni Boč zaščitil, tako so Studenice. Glejte, pravi biser, sicer nekaj malo pozabljen, manj zmanipuliran, kakorkoli da rečemo, ampak vedno več se ljudi vrača na te izvire tja, vedno več se vrača k vodi, da dobijo svoj mir, da dobijo svojo tišino, ali pa bistriški Vintgar. To so ene posebne energije noter, ne govorimo zdaj, da so to vodne vile tam in tako naprej, ampak zagotovo bolj lahko rečemo, da so to določene frekvence, vibracije in že sam tisti vpliv, da lahko mi umirimo samega sebe, svoja čustva, svoj svoj ego, svojo hitrost v sebi, je že ogromno, če lahko predahnemo za trenutek, pa si naberemo moči. Enega ste že omenili, pa vendarle je po Sloveniji še vedno veliko krajev, ki imajo močne energetske moči, kjer so močne energetske točke. Naštejte nam jih nekaj. Po celi Sloveniji je tega kar precej, ampak v tem našem koncu Donačka je zelo zanimiva. To je gora tisočletnih obiskovalcev, naseljencev tam, ne. Torej, tam so že v železni dobi so živeli, bi rekli, eno tako urbano življenje, ruralno urbano. Poselili celotno goro, ne. Tudi po Boču, na primer, zelo veliko. Boč je včasih imel veliko več naseljencev, kot jih je imela dolina, ne. Verjetno zaradi slabih povezav, slabih cest, vse so znosili v koših, nevarnosti, zaliti, torej horde so šle skozi. Ljudje so bežali v te, nekje se naseljevali v teh obronkih gor, ker so se počutili veliko bolj zaščite, a ne. Tudi drugje, na primer po Sloveniji, kamorkoli gremo, so te določene specifične, a ne, najdemo, ampak lahko iščemo pač določene samo točke, ne. Vemo, da je ogromno svetišč narejenih prav na takem, ne. Recimo Svete gore, spet če smo tu na Kozjanskem, a ne, nad Svetim Petrom gor, a ne. Tam imajo poganske templje gor, ne. To so bili poganski templji, šele kasneje so potem pozidali te krščanske, ne. Torej se je samo spreminjala oblika, mogoče ime božanstva, ampak energije ostanejo enake, iste. To so kraji, ki so vas na nek način zaznamovali, vi pa ste s svojimi določenimi predispozicijami, poznanje in veščine odšli drugam po svetu, saj je bilo takrat, pred leti, pri nas še veliko negativizma, veliko nespoštovanja, nezaupanja v drugačne načine pomoči in zdravljenja. Kam vas je vodila pot? Poznanje, veščine, modrost?
Ja, jaz sem bil vedno čuden, malo čuden, kar se tega tiče, a ne. Sploh, ko sem začel že tamle pri 15 z nihalom vrteti, a ne. Torej seveda, kje nihala sploh nisem imel, ne. Našel sem tam neko vojaško staro kuglo, ki je že imel moj star oče. Od kod je to prišla, sem jo potem malo pobrusal, navrtal, navezal eno cvirnovo nit gor in sem to vrtel, sem začel zanimati za to. Literatura je nekaj že bila, torej smo našli nekaj, a ne. In v bistvu začneš tako zbirati in seveda kasneje, ko postanem polnoleten, ko sem začel čitati na primer te zadeve, takrat je prišel Carlos Castaneda, ne. To je bilo izredno zanimivo, ne. Ampak jaz sem hitro pogruntal, sicer je to fiktivna zadeva, ne, tistega Don Juana so vsi iskali, recimo po Mehiki in po tistih latinskih državah in vsi so bili Don Juani, kogakoli si vprašal. Pravi, meso je Don Juan, sem mojster, šaman in tako naprej. In je bilo teh šamanov, koliko si hotel, tako jih je zdaj po Sloveniji, na primer. Ampak nekaj je, ne, torej živeti pri njih, kjerkoli si, a greš v Brazilijo, a greš v Peru, a greš v Mehiko. Živeti med temi v tistem njihovem čist naravnem, osnovnem življenju. Od jutra do večera in spremljati in pomagati zraven, se vklopiti zraven. Seveda, če te pustijo, a ne. Vse posod ne. Je to v bistvu ena največja potrditev tebe, tvoje spoštovanja do tebe, do nekega prišleka. Ker je velika razlika. Recimo v Mehiki zelo težko prideš noter. V Braziliji je zelo lahko. V Braziliji je vse dobrodošlo, na primer, vse odprto, veselo, nasmejano. V Mehiki pa urozo, to se kar neki bojijo, tega, onega, zelo veliko, vse posod je veliko teh strahov, spoštovanj do vsega, ne rečem vraževerstva tudi, ampak Mehika mi je največ nekje premikov naredila, a ne. Tako da v Mehiko sem bil malo sprovociran od ene moje prijateljice, ki je rekla, glej, jaz sem etnologinja in grem delat, spet delam v Mehiki, tebe to zanima, pridi zraven, imamo dol ene kongrese, boš malo hodil na predavanje, če želiš, potem pa greš se potepati po Mehiki. Mi je dala seveda indikacije, pej tja, tisto in to. In to je potem tisto, kar ni turistična varianta, a ne. Ko ti dobesedno z močila, ne, torej z nahrbtnikom prideš v tisto vas in se oblečeš tako kot oni, ješ tisto kot oni in postaneš del njih, takrat se odpre ta svet. Dokler se obnašaš kot turist, prideš, turist odideš. Tako pač je. Vi zagotovo veste, da iskanje duhovnosti je eno, duhovni turizem je drugo. O tem pravzaprav ste sedaj govorili, ne? Kako lahko rečete, da se vse to srečuje v svetu, ki ste ga omenjali? Jaz mislim, da to od vsakega posameznika odvisno najbolj. To je v bistvu ti nekje v sebi moraš začutiti tisto, kar te res zanima oziroma kaj te pritegne. Če ti prideš eno tako deželo, pa vidiš, da je vse umazano, da je vse revno, zanikrno, potem si naredil veliko napako. Če ti je zanimivo, da tiste kure skačejo tam pod nogam, po blatu in si prišel na obisk, pograbi eno kuro, je za kolje, ker si častni gost in ti jo pripravi, potem pa si že spremeniš malo to mnenje, a ne? Ali pa ne. Tako da v bistvu nekako je dobro, če gledaš z različnimi očmi na te stvari, a ne. In veliko več seveda odneseš, kadar ti se spustiš na nivo ljudi, da odpreš svoj svoje srce, ego malo utišaš, malo na stran in začneš dobivati tisto, kar resnično je potrebno za življenje. Ne tisto, kar ti nekdo želi predstaviti pa dati, a ne. Kaj lahko rečete, kaj ste vi prinesli iz Mehike? Določeno ozaveščanje, določeno spoznanje. Eno od teh je bilo zelo zanimivo, to je res tako šamansko. To je prvi problem ali pa prva zanimiva zadeva je bila, da se pač ena šamanka zaljubila v mene, ne. In to je kar velik problem. Za njo, za mene ne. Ker je bila v bistvu v celibatu, tako imenovanem. Torej ona je bila izvoljena, da mora pač ostati z mamo do konca življenja, da se ne sme poročiti, ker je bila ta zadnja.
Torej, je tudi en film posnet o tem, ampak to je čisto resnična zgodba. In ta moja Esperanca, ki smo precej družila, mi je veliko pokazala, razložila. In nekako je to delala mi je takšna terapija, da dol padeš. Ona je sicer bila šamanka za otroke, pa za ženske. Oni imajo to malo razdeljeno, nimajo to vse tako, kot imamo. Tako kot pri nas zdravnik, ne? Imaš pač urologa, imaš kardiologa, oziroma zdravnika, pediatra, pa zdravnika družinske medicine. In ko je ona meni delala te terapije, te rituale, me je razslojila dobesedno. Torej sem gledal sebe, kako ležim dol, kako ona na meni dela. Torej razdvojila, da sem ostal tisto telo, tam ostane in ti se dvigneš gor in gledaš, pa greš spet noter, pa si zopet eno, pa se spet dvigneš ven. In ona se vedno bolj smejala in režala. Jaz sem že bil malo navajen iz joge, ker sem že tudi prej jogo delal in poznal te zadeve, te tehnike. Ampak to, kar sem zelišče doživel, zato so zelišča, pa te zadeve so meni v srcu na prvem mestu, dobesedno. Ona je to vse zelišče delala, pa recimo z jajcem, naprimer, ne. In to je bila ena taka izredna izkušnja, ne. In s tem, ko sva bila kakor par, torej čisto poenotila najino energijo, čeprav ni nobenega pričakovanja bilo, nobenega seksa, nič, ne se misliti. To čisto na drugem, na višjem nivoju vse skupaj. In smo potem imeli odprto pot tudi do drugih šamanov, tudi drugje, ker sem videl, ko so ljudje beli prišli ljudje, ne, k šamanom, prosijo, da jim nekaj naredijo, kakšen ritual, karkoli. Pa so se samo obrnili na stran. Niso nič komentirali, niti reagirali niso, ne. Seveda imaš one šamančke, ne, ki pač nekaj mahajo in to je za denar, tako, ne, ampak da je pa to resnično neki zdravilni ritual naredili, ne. In ena je taka lepa izkušnja tudi, ko smo šli v Čamulo. Jaz sem imel takrat kar precej močno vnetje. Nismo sploh vedeli, ali je to skleroza multipla ali je hrbtenjača, nismo vedeli, kaj je tako, ker sem komaj hodil. Je bilo, oni pač rečejo, da to pač enfermidad, da je to neki energija, ki je pač prišla v tebe in je treba izgnati ven. In tako da sem imel direktno izkušnjo tudi zdravljenja, torej ne, da bi šel kar nekaj tam, da mi neki ritual naredi, ampak so me tam ozdravili, to resnično ozdravili. In če ne bi imel seveda Esperance in moje mojice, tega ne bi bilo, ne. In ko mi pridemo gor, ko se gre pogajati, ne, Esperanca, ker je bila iz tistih krajev doma, v Čamuli je to, Čamula je gor v Čapasu, tam nad Cankarstobalom, eno tako zelo zanimivo selo, ker še živijo čisto po prvinskih zakonih tam. Sicer ti kolektivi vozijo redno, to kolektivi so take kombije, vedno še Volkswagenovi, veste, iz tistih hipijevih časov še. Čudovito, to tako doživetje, da je kaj. Ampak včasih tudi kakšne zapatiste srečaš v drugih kombijah, tako da, s črnimi kapucami in tako naprej, ne. In ko smo mi šli potem do teh šamanov tja, smo dobili enega Tija Tonija, to je bil pripravljen narediti ta ritual in je potem začel se pogovarjati z mano, ne. In je ena to taka specifika, veste, ko šaman vstopi v tebe in ga začutiš, da je v tebi in hodi po tebi in praktično zrcali tvoje težave, ne. In ga jaz vržem ven, ker sem vedel, za kaj se gre, ne. In mi ni bilo, sem bil presenečen, da je to naredil, ne. Jaz sem pač mislil to tako kot mi, da popendlamo malo, pa pogledamo malo drugače, ne. Čeprav mi tudi na neki način stopimo, ne, v telo nekoga, da mu lahko to čitamo dol, ne. In dvakrat, trikrat to naredimo in se Tija Tonija razjezi, pa ti, kaj pa delaš? Sem rekel, nič. Mi reč, ne. Je rekel, kakšne sposobnosti imaš ti, ne. Ma sem rekel, moja babica, je pa začel oči obračati in tako. Ampak mi je naredil, ni bil jezen tako, ampak smo potem še bolj prijatelja ratala, ne. In seveda potem zbere on tiste ritualne zadeve, sveče, recimo Coca-Cola gre za ritual, tudi zelo zanimivo, pa žganje, ampak sveče so vedno ta glavne, tiste sveče.
Tako da je bilo tistih 12 sveč, po problemu, koliko je velik, jih on potem tudi zbere. Ne. Včasih so čisto tanke svečke, ne. Včasih so podebele sveče. Ne. In potem to tam napika, ne, ko ti dela, ti drži takole za roko, kot za puls, a ne. Podobno kot Ajurveda, na primer v Indiji. In potem on to moli, to traja, jaz sem bil na koleni, še kolena so me zraven bolela, ne sam hrbet pa križ, a ne. In potem pa spet dvigne roko, pa spet posluša, pa še kar moli. No, pa naenkrat jaz kar čutim takole, samo je odteklo, kot da steče s tebe. To ne moreš verjeti. On se ustavi, pogleda mene, jaz njega. Je rekel, zdaj je pa v redu, ne? Posluša, ja, zdaj je pa v redu, ne? Tiste sveče so še kar tam gorele, a ne? Je rekel, da naj počakam, da dogorijo, ker so bile, je to pomembno, ne, da vidiš, ker eno imaš za zdravje, eno imaš za prijatelje, eno za znance, eno za delovne kolege, ne vem kaj vse. Ti si pač izbiraš, kaj za kjerga prižigaš, a ne? In ravno tista, ne, ki odkoder je prišla ta moje prekletstvo bolezni in to, ne, tista je bila takoj pokazala, je odreagirala, tista sveča, ne. Tista je takoj, je zgorela in raznesla in tako. In to je bil taki prvi stik res z njimi, da sem jaz dobesedno tam, lahko rečemo, zdravel. Bilo je še veliko teh različnih situacij. Zdaj, da bi vse naštel, skoraj težko, ampak so pa zelo zanimive izkušnje bile to. Tako da počasi, bilo je tudi to zanimivo, da sem ga provociral. To je bilo pa tiste, kar sem potem prinesel domov, kar sem ozavestil. Kako vreme spreminjajo. Se je začel režati. Je rekel, kako ti jaz to naj razložim, ne? Ampak jaz poznam že to, da ljudje, a veste, ko iščemo informacije v naših možganih, v limbičnem sistemu, arhivu, bi temu rekli, nekako se začne vrteti film kot video, ne. Torej, če vas vprašam, Marjana, kako vi pripravite palačinke, na primer, ne. In to avtomatsko začne, ja, mleko, pa jajca, pa moka, pa sem, pa tja. In jaz, ko sem to vskočil noter, sem jaz videl v bistvu, kaj on počne. Na kak način on začne ta proces za vreme. In je še hujše potem odreagiral. Je rekel, kaj ti mene norce delaš, pravi? Saj ti to sam veš, saj to v tebi. Sem rekel, v meni? Je rekel, da bojo babici, pa v tebi, pa v mami, pa vsem. Sem rekel, res. In jaz, ko prijem domov, jaz sem to opazil sicer, ampak meni se to ni zdelo, kot da je to neki tak specifični talent ali pa taka moč posebna, da lahko vplivaš na vreme oziroma na neke procese okrog sebe, ne. Ampak potem, ko sem pa prišel domov, sem pa to ozavestil in sem to začel potem ta ritual izvajati. In je to čisto drugače, res je potem drugače. Tako da včasih moraš iti ne vem koliko 1000 kilometrov stran, da aktiviraš nekaj, kar že imaš v sebi in ko prideš domov, da začneš potem to zavestno delati pa opravljati. Torej, celični spomin še živi. Živi. Treba ga je definitivno obuditi, če sem prav razumela. Torej, vse, kar imamo v sebi, a ne. In vse informacije, vse izkušnje, vsa čustva, vsa znanja, samo obuditi ga moramo, samo obuditi. In zdaj, glede na to, če je Kristus rekel, gledajte, vsi ste bratje in sestre, zdaj še toliko bolj verjamem. Saj, če gledaš v bistvu, ko se ti rodiš, se vsakič rodiš v neki drugi kombinaciji. In tu se geni vse zmešajo. Kaj je drugo, ta celični spomin, kot genske zapisi noter, ki jih imamo. Od takrat, ko smo še menda ribice bile, karkoli, no, če že po Darwinu gledamo, pa pustimo zdaj to. Ampak nekako v nas obstaja, definitivno. Včasih mogoče se nam to zbudi skozi kakšne lucidne sanje, posebne sanje. Včasih se nam to zgodi mogoče tako, déjà vu, kar rečejo. Že videno, že slišano, že preživeto ali kakorkoli. Čeprav to pač težko bi to znanstveno podkrepili. Ampak nekaj je. Empirično so te stvari kar dokazane. Dokazljive in tudi doživete, ne. In ko se ti ena stvar, na primer, na podoben način parkrat zgodi, potem rečeš, pol pa je nekaj na tem, a ne.
Ne moreš reči, da ni. Danes pomagate ljudem po afriški filozofiji IFA, ki je pod zaščito UNESCO celo. Kult čaščenja IFA pravi, da moramo v sebi najti modrosti in osebne vrednote, s katerimi bi dosegli lahko svoje lastne cilje. Prav tako pa moramo poiskati in razviti tudi svoje talente. Torej nekaj besed več o tej afriški filozofiji IFA. IFA je v bistvu, kako je ta IFA prišla v bistvu v Slovenijo. Mi smo v Podčetrtku vedno imeli hojo po Žerjavici. Tam je še bil takrat živel Ladislav Medvešček, ladji, in je v bistvu pripravljal to, in meni je ogenj vedno bil zelo blizu, tako kot veter, ne. In jaz sem že to opazil v bistvu kot pri mami, v bistvu, da lahko tudi iz krušne peči kar z rokami jemljem kruh ven, pa ga obračam z rokami noter, pa to. Me ni peklo, ni to. Je bil vroč, ampak to meni ni nekaj posebej počelo, ne. In dol smo hodili po tej Žerjavci, na primer, in bilo zelo zanimivo. In smo imeli tudi neke druge rituale, na primer take intenziv presvetljenja in to. In bolj smo se pogovarjali, takrat sem že jaz z Mehike bil, seveda zdavnaj nazaj, in pravi, Lado je rekel, pa daj ti, ko si tam dol hodil, daj nam enega šamana pripelj, ne. Sem si mislil, ko pa rabimo kakega šamana, zdaj imamo tebe, tu si več kot šamana, ne, vsem znanjem, ki ga je imel na tem področju, ne, teh duhovnih tehnik in tega. In smo to nekaj, sem rekel, jaz iz Mehike enega šamana pripeljal, to ni šans. Sem rekel, to zelo težko. Da bi to namenoma prišel, da nam predavanje imajo, da se mi nekaj učimo od njega, pa to, sem rekel, to ni šans. Sem rekel, ni mogoče. In pol to mi gruntamo in smo nekako to. In smo potem dobili enega šamana, ki je bil tak zelo profesionalen šaman, zelo dobro, torej tudi univerzitetni predavatelj in vse, ne. To je Anton Rowland Barkley, ne bom delal reklame, še vedno verjetno živi v Sloveniji, ker se je potem ustalil v Sloveniji, ker je rekel, iz njegovih pradomovin Nove Zelandije, Avstralije in Brazilije je nekako v Sloveniji našel najbolj neke izvirne, lepe energije, tudi v ženski obliki, seveda. In je ostal tukaj. In smo imeli zelo veliko, pod Antosom, smo imeli zelo fajna predavanja in tako naprej. In smo doživeli enega takega modernega, avtentičnega šamana, ki nam je dal zelo veliko. Zelo veliko, torej delali smo te holografske tehnike, pa smo delali na primer časovne linije, pa nevtralizacije raznih miselnih, energetskih, družinskih vzorcev in ne vem česa, to, kar bi lahko zdaj rekli kot moderna psihologija, ampak zelo efikasne tehnike, zelo dobre, ki se jih zelo še vedno zelo poslužuje. In potem seveda smo mi to nekje njega preživeli in pravimo, kaj pa zdaj? In pravi, dobro, bom pa jaz enega pripeljal, ki pa je IFA. Kaj je zdaj to IFA? Gremo sicer mi to malo po spletu iskati, pa sem potem najdemo, da to je ena stara afriška orakel, filozofija, religija in tako naprej. Ampak najti pravega profesorja. In nam pripelje enega tam, ne vem, kot brez veze vse skupaj. Se je začel sam alkohol. Smo rekli, tehnika je sicer dobra, jaz sem to malo zdiviniral takrat, pogledal, sem rekel, tehnika je sicer zelo dobra, stvar je zelo dobra, ampak napačna oseba. In mi njega primemo malo takole klešča, pa rečemo, da je pa dosti heca. Ali nam pripelje ta pravega IFA svečenika, ali pa neč, ali pa reši ne. Okej, je rekel, vam pripelje pravega. In nam pripelje univerzitetnega profesorja Baba Kinga. Sikuri, Salami, je pa sin kralja Baba Kinga, torej tistega velikega nigerijskega predsednika, ki je kralja, ki je bil prijatelj Tita tudi in je tudi šel k njemu, mislim, da je šel k njemu. In je to, ga pripelje k nam. Je rekel, gledajte, tu ga imate, zdaj se pa vi pogovarjate naprej. Kak je luškan bil, tak čokoladen, taka energija, preprost, sama dobrota iz njega. Smo rekli, to pa je človek. Prvič, človek je. Pa tudi ni pil alkohola, veste, to je zelo zanimivo.
In ker oni tudi drugače lahko zelo veliko pijejo. Svečeniki v IFA tudi lahko dosti konzumirajo, ampak niso nikoli pijani, ker to energije pijejo skozi njih, ne oni. In seveda je začel. On je šel čisto šolskim sistemom, univerzitetni šolski sistem. Je rekel, gledajte, semestre boste tule imeli, jaz bom prišel, bom hodil v Slovenijo, če se boste odločili, izobraževanje je dolgo in drago. Je rekel, ne pričakujte, da bo to kar takole nekaj. Ena dva ritualčka naredimo, vi boste pa že ne vem, kaj delali šamani. In tako je bilo. Začeli smo se učiti njihovo kulturo, izročilo, vse je bilo v oralnem izročilu. On je bil ta prvi, ki je smel napisati nekaj o tej IFI in za svoj doktorat je napisal eno knjigo, 1 meter materiala. Posnel in zapisal. Takrat smo še imeli našega duhovnega očeta Fabunmija, ki je še bil živ takrat, je še zadnja runda smo mi bili, ki smo delali vse te iniciacije, in tudi našo duhovno mati, to je Janifa Jašola, ki je potem, Janifa je bila, sta hitro zapustila naš svet. Kako hitro sta opravila z nami svoje delo, sta se tudi poslovila in sta šla v Urun, tako kot mi rečemo v Urun. To pomeni v nebo, k prednikom, ker predniki se tu izredno častijo. Sama IFA je pa v bistvu tako, čisto enostavni princip, če gledaš podoben drugim, torej trojedini Bog, en trojedini vrhovni eden, skoraj tri osebe v eni, potem imamo 400 oriš, oriše so energije narave, ki so v bistvu, bi lahko rekli, kot frekvence v našem telesu, tako kot smo se danes že srečali z Osojnom, potem imamo tu Ešuja, imamo tu Ošun, Adže, torej vse so to nekje, bi rekel, neke oriše, ki so svoje talente realizirale, jih sprovedle na tak način, pripravile, da so lahko v človeškem življenju uporabne. Torej naš koncept gre, da iz teh osnovnih odujev, ki jih imamo 256, samo za predstavitev, edini odu, ko sem ga najdel, da bi lahko bil odu v slovenščini, to so zgodbice, ne take, bi lahko bil krst pri Savici. To bi bil odu za Slovence, naprimer. Mi imamo samo enega, naprimer. Tako pod narekovajem, seveda. Ne. Tam jih je 256. In od teh 256 so potem te specifike, pri vsakem izmed nas je kakšna taka kombinacija. A ne. In to pokaže v bistvu tisto osnovno karakteristično energijo posameznika. Tu tudi za problem, naprimer, kadar gremo na divinacijo, in iz tega potem imamo pač rituale ven. In imamo 401 orišo, ki nam lahko pomaga. In je tako, da v osnovi ni težave, problema, ovire v človeškem življenju, ki ne bi bil rešljiv. Ker je bila rešitev že podana, preden je človek sploh padel v to skušnjavo problema ali pa karkoli. Torej, da se vrnemo malo na krščansko cerkev, ne? Torej, človekov je greh oproščen, preden ga je naredil. Potem ni problem. Nam je že prej Bog odpustil vse. In iz tega seveda potem imamo te rituale, s katerimi potem lahko zdravimo bodi si naprimer čustvo, bodi si telo, bodi si neko situacijo, neko finančno situacijo. Nas v bistvu ne zanima, kaj je ta težava. Torej, mi ne delamo po simptomih. Prav tako pa lahko delamo tudi po simptomih. A ne? Gre se za to, da ti harmoniziraš v bistvu tisti trenutek življenja tiste osebe na najbolj primeren način. Lahko se pa zgodi, naprimer, da je neka permanentna stvar, da mora celo življenje delati nek določen ritual. Ker je pač to del njega, del osebnosti te osebe in pač je to potrebno, da lahko balansira, da lahko živi, da dela celo življenje isti ritual. Kar nekaj svečenikov IFA imamo v Sloveniji. Kar nekaj, ja. So dobri, so pravi. Fabun mi je rekel, ne govorite o tem. Je rekel, ne mi govoriti o dobrih in slabih svečenikih. Je rekel, IFA je ena in ista. IFA bo že poskrbela za to,
kaj bojo svečeniki zaribali. Tako da, glejte, vsak, ki je pošten, ki dela v redu, mora delati nekje. Drugače si ne zasluži v bistvu, da je. Ne. Ker baba Lav pomeni oče modrosti, ne, skrivnosti. In glejte, mi imamo tu spovedno molčečnost, mi ne moramo zdaj govoriti o tem, naprimer, drugim, ne, ta pa ta ima pa to, ne, jaz sem zadnjič slišal, pa ne moreš, ker to je ena obveza, ki jo moraš dati. Kar nekaj imamo nekaj, ki govorimo o tabujih, imamo prepovedi, torej tabuji so zelo kruta zadeva, to je hujše kot kazenski zakon, veste. In naprimer v Nigeriji v svojih časih niso imeli nič zaporov. Oni samo rekli, glej, ne delaj sranja, ne pobegni od tod, ker ti bo ogun skuril možgane. In mu jih je res. Eden je poskusil, 2, 3, pa se jim je zmešalo, so prišli nazaj, so bili bebci. To pomeni ogun, oriša ogun, ki je za pravico, ki je za sodstvo, ki je naprimer za temeljne življenjske vrednote, ki je naprimer za vojno, torej ne govorimo o vojni, klasični vojni, ampak vojna v človeku lahko na različne načine. Lahko je sam nemir, lahko je konflikt, ki ga ima sam s seboj, s svojim egom, s svojimi čustvi, svojo družino, s komerkoli. Torej so zadeve, ki ne moreš preko njih in te obvezujejo. In mi smo se tudi obvezali, mi bomo te tabuje spoštovali, ker vemo, kaj to pomeni, če jih ne spoštuješ. Ker je bilo primerov, ko so bili zelo kaznovani zaradi tega. Sploh kadar ti si opozorjen, ker IFA vedno opozori. Nas opozori, da to ni v redu, da je to narobe. In se spomnim enega primera, ki nam je povedal baba King, ki je bil v San Paulu, direktno tam, v mesto noter. Je prišel en fant tam z Bahije, svojemu stricu, malo tako pomagati v karoserijo, delati v avtomehanično delavnico in vidi tam eno kuro, enega pišanca, ki hodi sred križišča na tistem otoku. Wow, je rekel, jaz bom to pojedel. Je rekel, ne dotikaj se tega, to je makumba. Je rekel, ne dotikaj se, to je nedotakljivo. Je rekel, vidiš, da sam. Sicer je izgubljen, mora biti od nobenega kmeta, če ni kmetije zraven. Je rekel, sem ti rekel, ne dotikaj se tega, to je makumba, nedotakljivo, prepovedano. In je šel in je to žival, to kuro zaklal, je sčistil, si je spekel, pojedel in ostal brez glasu. In prvi dan, in drugi, in tretji dan nima več glasu. In potem je rekel, sem ti povedal, ne jej tega, ne uniči tega. In potem so seveda šli baba Kingo, so ga prosili za divinacijo in je divinacija pokazala, da je naredil prekršek hud, da je ignoriral opozorilo IFE, ker če on ne bi vedel, če ga ne bi bil opozorjen, se mu nič ne bi zgodilo, on je bil opozorjen. Je rekel, ti si bil opozorjen, si naredil vseeno to, kar ne bi smel. Je rekel, zdaj bo naredila ritual, da dobiš glas in zdravje nazaj. Kdaj? Ne vem. Šele po 1 letu je dobil glas nazaj. Skratka, gre za spoštovanje svojega poslanstva, za odgovornost do sebe, tako, spoštovanje kodeksa etike tudi tega. Tudi. Morda spomnimo še na uporabnost šamanskih tehnik tudi na področjih alternativne psihoterapije pa uradne psihoterapije, kjer se uporablja izraz, tako imenovani izraz urbani šamanizem. Glejte, pri nas je problem v bistvu pri tej klasični psihoterapiji in to ne da manjka strokovnjakov, ampak ne vem, bili smo že opozorjeni od Evropske skupnosti, da to, kar imamo mi za psihohigieno, še zdaleč ni dovolj, ni v redu. Začelo se je veliko naprimer z temi parapsihotehnikami, te kognitivne tehnike, zelo veliko. Vsak mora dati neko šolanje skozi, torej moraš nekje se izobraziti na različnih področjih, da ti lahko z nekom delaš, da lahko delaš kakšne take tehnike, a ne. S tem, da to seveda niso to
zdravstvenega oziroma, da bi rekel, uradne medicine, a ne. Zato že tudi alternativna medicina, ne smeš uporabljati medicina, nič kar je z medicino, ne. Alternativne tehnike. Tako da v bistvu zelo veliko, glejte, ljudje zelo veliko potrebujejo pogovor, zelo veliko rabijo, kaj v bistvu narediš. Prepričaš v bistvu ti nekoga, da je tisto, kar počne, oziroma kar bi počel, dosti boljše kot tisto, kar počne. Na nek način. Če mi vemo, da naš zelo zlahka pade pod energijo ukazov čustev, torej to je največja lapsus bistva, ne, ker pade, ki je najbolj pameten, ki je najboljši, ki pozna vse, potem pa pade, nasede čustvom. In ravno ta čustva zmanipulirajo največ. Sicer se še pridruži, lahko rečemo, ta ego tudi človeški, a ne. Čustva so lahko največji, v bistvu, največja ovira človeka v njegovih napredkih. Zato, kadar imamo čustva to pod nadzorom, potem smo res zmagovalci. Res zmagovalci. Ker največ trpimo zaradi neuresničenih zadev, pričakovanja, ki se niso udejanjila, lahko rečem, v glavnem, da moramo res delati na sebi, na svoji osebnosti, notranjosti. Drugače pa gledajte, vedno se pojavi roba, tista ponudba na tržišču, po kateri je povpraševanje. Torej, če bi ljudje imeli pri sebi toliko samozavesti, toliko samopogleda, samocenjenja, dosti neke stabilnosti, zadovoljstva, znali ceniti tisto, kar imajo, saj nismo sami vse krivi, veliko nam to nekje, kaj vem, vsilijo, ne glih medije, ne, ampak v bistvu nekje to življenje, to hlastenje na vseh področjih, ta ihta, samodokazovanje in tako naprej, tako da tu normalno, da potem ta urbani šamanizem in vse te tehnike rastejo kot gobe po dežju, a ne, in že vsak dela neko tehniko. Res je, da ogromno se tudi da dobiti preko spleta, na primer, da se dobiti preko raznih teh filmčkov, filmov, ne vem kakih in distančno izobraževalnih sistemov. To ni nič slabega, nič slabega. Koliko je dobrega, to pa potem vidiš na koncu, a ne. Da lahko pomagate ljudem, bom kar ta izraz uporabila, pa tudi vi potrebujete predpripravo. Ja, jaz v bistvu, kadar nekdo reče, da ima neko težavo, pa to jaz nikoli ne vem, kakšno tehniko uporabo. Včasih se zgodi naprej, da že naprej vem, se zgodi, torej dobim tisti déjà vu, bi temu rekel, ali karkoli, preblisk, ne, da v bistvu vem, na čem delati, kako delati, drugače pa vedno naredim, preverim nekje. Zelo rad vidim, da res osebno ljudje pridejo, ne. Sploh take, ki ne poznam, ki jih še nisem srečal, torej lahko delamo. Torej, če imamo mi neki univerzalni Zemlje, neki matrix, ne, neki generalni računalnik, v katerem so vpete vse energije Zemlje, tudi vsa čustva, potem ni problem stopiti v to banko podatkov in najti jo komerkoli, karkoli. In to imenujete? Kadar imaš šifro. Torej, kadar imaš šifro, potem lahko to narediš, vstopiš. In dobiš potem, ne rabiš osebe imeti pri sebi. Je pa tako, ne, kadar so to neki rituali, ki jih moraš osebno na ljudeh početi, potem je to potrebno. Če pa to rabijo, na primer, nekaj, kar lahko zbalansiraš na distanco, seveda to preveriš. Vedno obstaja neko preverjanje. Torej, imamo neki način, kako se bomo lotili nekega dela. To moramo imeti. Torej, jaz veliko vem že o osebi, preden sploh pride do mene. Ni to stvar, da moram naprej kontrolirati vse, ampak velikokrat ravno te oriše nam znajo šepniti oziroma te energije. Jaz potem že več ne morem reči, da to samo so oriše, ne. Tudi pri nas so oriše, tudi pri nas so te energije,
te frekvence, ki jih lahko potem delamo po njih. Tako da delam v bistvu kolaž, delam iz vseh tehnik po nekaj. Ne? In lahko delam kar iz reikija in za bioergonomije, in za ife, in za nekih šamanskih tehnik, drugačnih še. Gremo tudi, včasih tudi treba vzeti petelina pa neko bolezen pobrati iz telesa. Ali pa jajce, na primer. Dotaknili ste se že nekaterih pripomočkov, ki vam pomagajo pri tem, morda nam jih še nekaj več predstavite. Pripomočki so v bistvu vse zunanja zadeva, to so pač orodje, ki ga imaš, ga pa nimaš. Ne? Torej, najbolj pomembno je znanje, ne? Ker znanje ti nihče ne more vzeti, znanje ti ne moreš prodati, ne moreš kupiti. Lahko ga kupiš, ne? Seveda se izobražuješ, to tudi veliko stane. Ampak zdaj, vsaka stvar je lahko, ne? Kadar grem, na primer, kupujem neko hrano, nimam ravno vedno nihala s sabo, da bi tisto nihalo tam vrtel, pa bi kontroliral. Pa tudi ni prijetno, veste, ki so že hodile trgovke za mano. Pa so rekli, kaj pa vi to delate, kaj vas pa zanima, pa tako naprej. Ne? Tak da zdaj pa rajši ključa vzamem od avta. Ker ključe pa lahko tako vrtiš, tako da se igračkaš, ne? Sicer nisem v tistih letih, da bi se ravno tako igračko s ključi. Ampak lahko, tudi navadni ključi nam lahko poslužijo kot nihalo, da naredimo potem z nihalom pregled, ne? Tenzor ne nosiš s sabo, ker je prevelik. Lahko tudi imaš sam, na primer, neko verižico, na primer, ki imaš nekaj obešen, pač kakšne školjkice, na primer, lahko tudi uporabiš kot nihalo, karkoli lahko uporabiš. Ne. Enako kot, na primer, pri tehnike preverjanja roko, na primer, tak kinestetični test, ne. Ali pa kar prste, na primer, ne. Preprosto, neki kinestetični test, a je to za tebe, se koncentriraš, potegneš in vidiš, a je ali ni, na primer, ne. Tako da, seveda, lahko so to radiestezijski, na primer, ne, pač. Lahko so pa potem, na primer, iz IFA imamo školjkice, ta divinacija za školjkicami, ki je meni najljubša, zato ker si dobesedno škatlico lahko spravim v žep, torej pest teh školjkic, ki jih je 16, ne, ki imajo potem enka in pa nič, čisti binarni sistem, 16-bitni sistem, se še računalnikov spomniva, da so bili 16-bitni, ne, zdaj so to že malo drugače. In potem na osnovi tega imamo potem kombinacije, padajo oduji. Kakor vržeš, potem vidiš, kateri oduj je to in tisti oduj potem ti pove, ti da napotke, ti da usmeritev. Potem seveda ti moraš izluščiti iz tega, kaj on hoče povedati temu klientu, ne. Potem še imamo seveda dodatni sistem, še imamo dodatne 4 školjkice, ki potem govorimo ja pa ne, na primer, to jih imamo posebej. Potem vprašamo, na primer, ne, a je to, a je to v redu? Reče ja, definitivno. Torej 3 enke so še vedno več kot 1 ničla, ne. Tudi 2 več kot 1 ničla, ampak 3 ničle pa 1 enka pa vemo, da to ni znosno. Tako da v bistvu je zelo veliko, na primer, otroke, je tako malo za razmišljanje pa to, jim posvetim ene 4 školjkice, pa rečem, glej, kadar si, na primer, to, da ne obremenjuješ koga, prosi školjkice, posveti, vprašaj, vrži, pa ti bojo odgovorile. Sami izdelujete tudi bobne, ki so lahko del procesa zdravljenja. Z bobni je menda treba delati zelo previdno. Bobni je tako, energijo bobna potegnemo iz univerzalnega bobna, velikega bobna Zemlje. Torej vse energije bobna izvirajo iz enega prabobna, mi temu rečemo. Tako je rekel naš šaman Roland. In res, ja, zdaj tako, v Mehiki so me učili mehiških bobnov, če temu tako rečemo, ne. Oni imajo kar tako cele debla, ker imajo pač kožo gor nategnjeno in to bobnajo in plešejo in tako naprej. Tako da sem bil tam, imel srečo, da sem bil pri enem prijatelju, ki sem ga tam našel in tam me je naučil te bobne. Potem afriški so malo drugačni, te džembe, na primer, ki imamo tudi tu. Ponavadi je to zelo zanimivo, drugi nosijo neke spominke pa to. Jaz pa grem, ko sem šel v Tunizijo, pa sem šel po eno agavo. Suho agavo je odrezal s čisto pripravo in sem že imel napol narejeno na avion, pa pravi, kaj pa to, imaš top? Sem rekel, ne, boben,
Kje pa opna? Sem rekel, o, mravlje pojedle. Ja, naredimo bobne, naprimer, ob specifičnih časih. Naprimer, zdajle bo solstici, bomo solsticijski boben naredili, pa naredimo ekvinocijski boben, tako da lahko z določenim namenom. Meni so še vedno najljubši, naprimer, ti naši klasični, druidski, bi temu rekel, a ne, so mi zelo luštni. Tako ga držiš, eno opno imaš na tej strani, ampak za njega je tako, ne, z njim moramo vedno plesati nad ognjem, potem pa, da se koža ali pa na sonce, lahko da pa se koža zatrdi in potem bobnamo za tisti namen, ki pač želimo, a ne. Tako da bobno je različnih in tudi za različne namene. Imam tudi egzorcistični boben, ne, ker kadar posedim nekoga, da se mi vsede na njega, ne more govoriti laži, ker ne prenese laži. Tako da bobno uporabljamo za te kognitivne tehnike, ja, sprostitvene tehnike, podobno kot tibetanske sklede, na primer. In zdaj eno tako vprašanje filozofsko, je usoda zapisana vnaprej? Lahko vplivamo na njo? Jaz bi rekel tako, ja, veliko je že zapisanega, ampak tisti del, ki je pa fleksibilen, je še pa vedno toliko, da lahko vse spremenimo, kar želimo. Tako da ne nasedamo to, da ne moremo spremeniti. Ker vsak trenutek svojo življenjsko usodo krojimo sami in jo tudi v bistvu lahko spreminjamo. Je pa res, ne, da ko poznamo predispozicije, pa naše bistvo tiste pozitivne, potem se odločimo, da tisto pozitivno maksimiramo, one slabe zadeve pa poskušamo čim bolj znižati pa odpraviti. Bliža se konec leta, ko delamo inventuro, ko pospravljamo, moramo po nekih zakonih, ki jih vi dobro poznate, tako po domače povedano, pospraviti, izprazniti prostor in ga morda celo ritualno očistiti prostor in kako? To imamo večkrat na leto, naprimer, ne. Naprimer, en tak ritual je zdaj bil za dan mrtvih, ker je zelo fajn, naprimer, da svoje prednike torej počistimo, če še niso šli določeni, ne. Torej, kakih je zdaj zadnje čase umrlih, ali pa tako jim pomagamo, jih usmerimo v luč, ne naženemo, ne brcnemo ven s hiše, ali pa to. Naredimo potem rituale za prehod, se temu reče. Drugače jih počastimo s tem, s spominom, ne rabimo iti na pokopališče, ne rabimo prižigati ne vem koliko sveč. Mehičani ponavadi to s hrano naredijo. Naš slovenski je še vedno tak, jaz se tega starega držim. Kozarec vode, vina, kos kruha, pogače, svečka zraven in se jim zahvalimo v našem umu. Oni so v nas, v našem umu, v našem DNK-ju. Saj so skozi tu. Fizično so pa verjetno v paralelnem svetu. Ker včasih se zgodi, da jih srečamo ravno na tak način, da se te dimenzije mogoče malo takole, veste, se prepletejo. Pol jih pa srečamo. Je zelo zanimivo to srečanje. Kako pa je s hvaležnostjo? Se znamo zahvaliti, reči hvala stvarstvu za vse, kar se nam je zgodilo? Predvsem pa za vse, kar je dobro? Ali smo malce nespretni pri tem? No, včasih smo, naprimer, tudi molili, ampak ravno pri hrani, naprimer, se vse začne. Če ti kar poješ takole, gledaš skozi na tisti telefon, pa tam nekaj ješ, nimaš niti spoštovanja do sebe, niti do tiste hrane, niti do tistega proizvajalca, torej že pri hrani nam pade to. Ko pa gremo še drugam, pa ne vem. Zelo bi morali ozavestiti v bistvu spet to hvaležnost, preprostost. Sicer tu pa tam, ravno danes imamo dan hrane slovenske, ne, bi morali naprimer ozavestiti, da to ne zraste v hladilniku, naprimer, ne pa v Interšparu, naprimer, da moramo iti kam drugam, da kje drugje vidimo, kje to zraste in kje naj bi to zrastlo, ne. Zato je, naprimer, zdaj, ko si niti nič več svoje hrane ne pridelamo doma, ko ni nobenega vrtička več, pa bi lahko bil, imajo rajši tenis igrišče, naprimer, ali pa rajši imajo nekje igrišče za neke igranje, pa to v nulo vse, travico pokošeno, namesto da bi imeli svojo solato doma in tako. Ne vem. Mislim, da bi naša civilizacija morala se malo vprašati. Sploh pa mladina zdaj, ki raste za nami. Ne vem, če je to napaka nas, ki jim nismo znali prav, ali so to res vplivi
tehnologije in teh hiperinformacijskega časa in sistema. Ne vem. Jaz pa se vam v tem trenutku zahvalila za tale pogovor, za vse dobro, kar ste postorili za nas ob vašem obisku. Bodite uspešni še naprej in hvala lepa še enkrat. Tudi jaz se zahvaljujem, upam, da se mogoče kakšna beseda koga dotakne in da jim bo to v korist v njihovem življenju. Pa vse dobro želim. Hvala lepa. Spoštovani gledalci, drage gledalke, vam pa hvala za pozornost, če ste pozorno spremljali oddajo Na obisku. Ostanite s programom VTV vaše televizije še naprej in srečno.